Decembra 2010 sta na svet privekala dvojčka, Žiga in Žan. Njuna starša nista slišala njunega joka, saj sta oba gluha. Danes se skupaj učijo besed in kreten in so srečna družina. Obiskali smo jih v vrtcu na Stranicah. Našel si, da bo lahko Tinka sestavila. Poglej, ji boš pokazal. Tu je tudi. Biba leze, Biba gre. Kdo pa je prilezel tu not? Zdaj pa daj, ja. Mama čebelica. Hvala lepa. Ja, ribic, a ja tu bo pomagal. Tu je pa, kaj je pa to? Kaj je to? Ha? Ja, naše društvo v bistvu pomaga gluhim staršem pri premagovanju teh komunikacijskih ovir, na katere naletijo bodisi pri vključevanju v vrtec ali pa pri ostalih, ali pa tudi pri vključevanju v šolo in pa podobno. Tudi vseskozi sodelujemo in pa komuniciramo z vzgojiteljicami. Prej na Gorenju, sedaj na Stranicah, naprimer, kadar so kakšne, če otroka zbolita ali je karkoli drugega, vzgojiteljica pokliče v društvo in pač jaz potem obvestim Karmen o tem. Sicer tudi, ko dobijo kakšno obvestilo starši v vrtcu, ga Karmen prinese v društvo, da ga še enkrat pretolmačimo, da res dobi tisto pravo informacijo. Karmen tudi pomagamo pri uveljavljanju različnih pravic na Centru za socialno delo, pri izpolnjevanju vloge, pri komunikaciji s centrom. Tole imaš, a ne? Jajčka je, ja. Žiga in Žan sta v letošnjem šolskem letu začela obiskovati našo skupino. Zelo dobro sta se vključila že prve dni v skupino, spoznala nove prijatelje. Ni jima bilo nekih težav.
sta zelo vesela, živahna fantka, tako da ima tudi komunikacija med prijatelji in sovrstniki ne dela nobenih težav. Mi dejansko v tem obdobju zelo veliko govorimo. Vse otroke, tudi njiju, dejansko pa motiviramo z ogromno pogovora ob slikanicah, uporabljamo tudi didaktične igre, druge pripomočke, se ob tem pogovarjamo, tudi recimo pri likovnih dejavnostih, ko nekaj rišejo, ustvarjajo, ob tem se pogovarjamo, kaj nastane in jih spodbujamo, da se res veliko govorijo, tudi jih spodbujamo k pravilni izgovorjavi, prepoznavanju besede in povezavi s predmetom, da razumejo besedo in mislim, da jima to uspeva, da ne dela jima nekih težav. Krokodil iz reke Nil. Trudimo se, da ti otroci na nek naraven način preživijo dneve v našem vrtcu, da so obravnavani oziroma da lahko živijo tako kot otroci, ki nimajo posebnih potreb. Pomagamo si na ta način, da pokličemo surdopedagoge, specialne pedagoge, logopede v hišo, ker delajo z temi otroki, se trudijo in nas tudi kakšno stvar naučijo. Mogoče je meni malo lažje, ker sem babica že 2 gluhih vnukov. Zelo dobra poslušalca sta in ona ko se pogovarjaš z njima, ko je kakšna, ne vem, dejavnost kot branje pravljice, sta onadva zelo pozorna in že tista mimika obraza njima ogromno pove. Tako da tudi na tak način spremljata zgodbico. Bom rekla, da se dostikrat pač ravno njim posvetita, pa listata, pa potem prepoznavata stvari v njih, od živali do, ne vem, oblačila in poimenujeta potem tudi naju, pač povabita k sodelovanju, da tudi me, kaj je to, če je kakšna stvar, ki je pa kaj to, ne, da ima še pol jih spodbudimo, povemo, da se zelo trudita, da osvojita čim več besed in jih tudi uspešno znata potem v stavkih uporabljati. Potite tu. Imaš doma kokoške?
Mami tuki, ati tuki, ya ati ya. Sampai